Obvladam svoj čas, doma in na poslu. To je bila prva delavnica oziroma tečaj na daljavo v mesecu maju v Kupa komunikacije. In vabilo, da se nam pridružite vnovič na to temo, in sicer v terminu, torej dan in ura, ko ustreza vam. Upoštevati je treba, da se dobimo 2 zaporedna dneva, 2x po 3 ure, in da je v skupini lahko nekje do 25 udeležencev, tako da lahko vmes odreagiramo tudi na kakšne pripombe, vprašanja, in smo bolj interaktivni. Vsebina je vendarle nek zimzelen, ki smo ga oblikovali v Kupa komunikacije, seveda pa glede na potrebe naročnika vse namenimo še kakšen poseben poudarek. Določeni posamezniki in ekipe imajo morda problem z motilci, drugi z odlašanjem, tretji z organiziranjem časa, predvsem v smislu, kako čim bolj učinkovito povezati vsakdanja opravila z nekimi dodatnimi projektnimi nalogami, ki nam jih naložijo naši šefi. Metoda, tehnika, ki jo tule bolj natančno pojasnim, se imenuje Gremo to dokončati, tudi v svojem zasebnem in poslovnem življenju jo uporabljam sama. Se pa dotikam še nekaterih drugih tehnik, ki jih je tudi dobro poznati, in pri tem uporabljam tele Kudo kartice, 16 jih je za ta program, ki vam jih pošljem vnaprej po pošti vsem prijavljenim tečajnikom in vam lahko potem koristijo kot opomnik, napišete na drugi strani. No, in sprehodila bi se skozi te kartice, da dobite nekje občutek, katerim temam namenjamo pozornost in kako pravzaprav izgleda ta tečaj, kaj novega se lahko naučite na njem. Osredotočenost in prožnost je namreč po mojem mnenju nekaj, kar zelo vpliva na naš odnos do časa. Kako se osredotočimo, je seveda precej odvisno tudi od tega, koliko smo odprtega duha, potem kakšno imamo podporno nekje omrežje, občutek varnosti in kolikšnem smislu smo sploh, bom rekla, proaktivno naravnani in prožni kot posamezniki. Tudi nekaj zanimivih tehnik obdelamo v tej delavnici. Ena je na primer hiter in učinkovit nagovor. Sama nekje z novinarsko dediščino sem bila pred mnogimi leti presenečena, da se dejansko da vse povedati v 13 vrsticah ali v 1 minuti. Po tej logiki bi morala namreč zdaj že utihniti, pa vendarle, da vas zadržim še pri sebi. 2 osnovna elementa pri tehniki Gremo to dokončati je, da si odgovorimo na vprašanje, kaj bom sploh počel in kaj bom končal in kako konkretno bo to izdelalo. Rešimo se odprte zanke, torej vsega nedokončanega. Tu je zanimiva zgodba ene od mojih slušateljic, ki mi je rekla, da je pol ure ponavadi porabi, da pride iz prvega nadstropja v klet, dokončno da v pralni stroj perilo za prat, vmes pa seveda postori še kopico drugih malenkosti, stvari in iz glave dejansko uide tisto najbolj pomembno, kaj bi morala postoriti. Pomembno je seveda, da znamo nekje narediti takšen zajem zadev, ki jih moramo postoriti in zasebno in poslovno, in v tem je največji problem, da mi ločujemo aktivnosti, kaj moram doma in kaj moram v službi. No, da naredimo ta zajem zadev tako, da dejansko resnično povsem izpraznimo našo glavo, si potem razjasnimo stvari, kaj bomo počeli, kaj bomo dejansko dali takoj v smeti, če to ponazorim za e-pošto, jo preletimo in dejansko vidimo, s katero se ne bomo ukvarjali, jo zbrišemo, drugo, ki zahteva neko našo dodatno pozornost ali angažma, morda razvrstimo v posebno mapo za pozneje, gre za neko inkubacijo ali morda za arhiv, da nam sama vsebina pride še prav in se seveda k temu potem ne vračamo. Torej zelo velik poudarek dajemo zajemu, razjasnitvi, potem organiziranju teh naših aktivnosti. Zelo pomembno se mi zdi to vprašanje, kaj bom torej naredil. Ali bom s neko zadevo, z nekim gradivom sploh kaj naredil, ali ne bom nič naredil. In če bom kaj naredil, je potem seveda potreben razmislek,
ali refleksija, da to naredim ob pravih okoliščinah. Jaz imam zelo rada ta pojem ustrezno časovno okno, torej da znamo stvari povezovati, da imamo v bistvu samo napisano, kaj vse je za postoriti, in ko se nam zgodi, kot se je meni na poti v Koper, sem obtičala v koloni zaradi gorečega tovornjaka sredi poletja in opazovala, kako so ljudje živčni. Jaz pa sem v tistem času enostavno potegnila iz svojega zvezka, kamor si še vedno ročno se zapisujem, zajem zadev, kaj imam za postoriti, in ker je bila povezava razpoložljiva, sem lahko odposlala maile, ker je telefon deloval, sem lahko opravila nekaj telefonskih klicev. Skratka, izkoriščena je neka časovna priložnost, okoliščina, da to postorimo. Morda čakamo še 50 minut na sestanek z nekim direktorjem, da nas bo končno sprejel, in v teh 10 minutah lahko marsikaj postorimo. Seveda pa to ne pomeni, da na tem seminarju ali osebno kot človek težim k temu, da smo non-stop produktivni, non-stop nekaj delamo. Imeti moramo tudi tisti čas, za katerega taoizem pravi, vedeti, kdaj ne delati. Preprosto vdihniti, biti to, kar si, pogledati stvari od daleč ali povsem izprazniti glavo, izbrisati vse misli, ampak to je pa še drugo področje sproščanja in obvladovanja stresa s komunikacijo. No, pomembno je, da agilno upravljamo čas. Vsi smo včasih delali neke spiske in bili potem nezadovoljni, ker na koncu dneva ugotoviš, koliko vsega je še ostalo na tem spisku, in se počutiš nekaj neproduktivnega, neučinkovitega, neuspešnega, ker vse, kar si z najboljšimi nameni napisal, ne moreš postoriti. Ja, nikoli ne moremo vsega postoriti. Zato je seveda zelo dobro pri upravljanju časa spregovoriti tudi o tem, kaj so nerazumne zahteve drugih, kakšen sem jaz v odnosu do odlašanja, kako se zmorem sploh osredotočiti. Zelo pomembno se spomniti načela, kaj je pomembno in kaj je nujno. Veste, nujno je ponavadi nekomu drugemu, in to, kar nujno morate postoriti za nekoga drugega, ponavadi nima veliko skupnega s tistim pomembnim poslanstvom, ki vam prižiga lesk v očeh na vašem delovnem mestu. In pa seveda, kateri so motilci, ali se da te motilce dejansko tako vključiti na način z našim načrtovanjem časa, da na koncu to sploh niso motilci, smo pač prožni, proaktivni in se morda z nekom, ki nam potrka na vrata in nas zmoti, pogovorimo tako, da pokličemo še kakšnega sodelavca in sestanek, ki smo ga itak imeli v bistvu namen opraviti, uredimo v tistem momentu. Torej, motilce spremenimo v nekem smislu dojemanja v našo prednost. Skratka, čas je marsikaj in zelo vpliva tudi na našo kvaliteto. Pomembno je, ali je čas naš šef, ali smo mi šefi času. Sicer pa si predstavljate tisto prispodobo, kaj je čas, ko sredi zime takole v dlan skušate ujeti snežinko in ta snežinka se stopi, spolzi in tako tudi spolzi naš čas, ki je omejena dobrina. Kot živa bitja, obiskovalci tega planeta, imamo omejeno količino tega časa na voljo in zato je zelo pomembno, da si ga znamo razdeliti tako za čim bolj zdravo prehrano, ki nam omogoča visoke vibracije in potrebno energijo za delo in življenje, za počitek, za prijatelje, za nam vse drage, ker veste, na koncu, ko ostane par minut pred tistim poslednjim slovesom, verjetno ne razmišljamo o sodelavki, s katero smo se sporekli, o projektu, ki bi ga še morali oddati. Ponavadi takrat, vsaj tako pravijo, tisti, ki so se že približali tem obsmrtnim izkušnjam, ali zelo modri ljudje. Čas tistih zadnjih nekaj sekund, minut, ki nam ostane, ponavadi vse v mislih, namenimo tistim svojim najbližjim. In če si ne znamo časa primerno organizirati, to pomeni, da imamo iz dneva v dan
vse manj časa za tiste ljudi, ki nam dejansko v življenju največ pomenijo. Zato so tudi nedavno karanteno oziroma izolacijo nekateri znali izkoristiti čudovito za poglobitev odnosov in so svoj čas, ki jim je bil na voljo, za drage oplemenitili. No, drugim pa se je to zdel neverjeten pritisk in čez kakšnih 9 mesecev verjetno ne bomo imeli samo prirast v nataliteti, ampak tudi več ločitev, ker so pač nekateri imeli na voljo preveč časa biti drug z drugim in je to ugonobilo njihov odnos, ker so preprosto postali to, kar so, odkrili svoj pravi jaz. Vabljeni, da se mi torej pridružite tej delavnici, ker je ta organizirana že za nami v maju, danes, jutri še drugi del. Predlagam, da predlagate termin, ki vam, vaši delovni ekipi, mogoče skupini prijateljic, prijateljev ustreza. Uskladili se bomo in izpeljali to delavnico vnovič posebej za vas. Ostanite zdravi, srečno!